V današnjih vesteh 15-letni dijak iz Fužin pogoltnil turbino. Zobje po novem v ustih. Sloveniji grozi izbruh ebole, mobilizirali plesno šolo Urška. Znanstveniki zmešali modro in rumeno, rezultat zelena. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Ob začetku slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije je okoli 60 tujih novinarjev obiskalo Slovenijo na povabilo vlade. Pred odhodom domov so kar pod vrata sob ljubljanskega City hotela, kjer so bili nastanjeni, prejeli mape Urada za komuniciranje. Gradivo, ki govori o medijski svobodi v Sloveniji, sestavljajo povzetek študije, ki jo prav te dni sestavlja Fakulteta za družbene vede, sheme lastniških povezav in izjave, ki pričajo, kdo v Sloveniji je odgovoren za pritiske na medije. O Magu, medijih in slovenski politiki sta nekaj besed na predsedniškem sprejemu za novinarje povedala Branko Grims in Silvester Šurla. Mislim, da si Mag zaradi svoje zgodovine in simbolike zasluži malo bolj, kako bi rekel, pozitiven, pa tudi na nek način spoštljiv odnos, kot pa je tale današnji pogovor. In iz tega razloga tudi predlagam, da samo rečemo, da je škoda, da kapital uničuje še zadnje odločke dejansko svobodne besede v Sloveniji in da edino, kar je lahko iz tega pozitivno, je signal, ki bi streznil ljudi, da bi pač se zavedali, kako zelo pomembno je razgaljati naveze med kapitalom in pa pač določenim delom slovenske politike, ki so pa v resnici iste, kot so bile zadnjih 15 oziroma 20 let. Prav nič se ni spremenilo. V tem delu je pač še veliko nalog za naprej in zato je tudi nujno, da obstoječa vlada dobi še en mandat. Zato, da stvari ne bodo mogle zdrsniti na slabše nazaj, kot so bile pa leta, ne samo leta 2004, ampak celo leta 1990. To je bil pa zdaj spletni govor, moram povedati. To je bilo samo naštevanje dejstev. Za nasvet, kaj storiti z Magom, smo poprašali tudi Tomaža Peroviča, ki je kot direktor Dela kupil to revijo. Trenutko, ko ljudje dobro žurejo, koliko zdaj te na Magu, vse pa se pa zadeva že dobro izpeljala. Pogovarjali smo se s predsednico LDS Katarino Kresal, ki je kot osrednji problem Slovenije 28. leta, srečno novo leto tudi vam, gremo pokat petarde, izpostavila inflacijo, ki se, kot pravi, očitno ne umirja, ampak narašča. Meni je recimo osebno zgrozilo zadnji vikend pred napovedanimi podražitvami, da recimo zmanjkalo mleka na policah določenih trgovin. Nisem še tako mlada, da bi se ne spomnila, kako je bilo v času socializma, ko smo stali v vrsti za kavo, in moram reči, da nisem pričakovala, da se mi bo to kdaj zgodilo v teh časih v 21. stoletju. Zares predlaga razpis posvetovalnega referenduma o regionalizaciji Slovenije. Referendumsko vprašanje, ki ga predlagajo, se glasi: ali se strinjate s tem, da se na območju Republike Slovenije ustanovi 14 pokrajin na območjih, kot jih predlaga vlada Republike Slovenije v zakonu o ustanovitvi pokrajin? Poslanec Davorin Terčon je kot argument med drugim omenil Primorsko in Ljubljano, kjer se ljudje s predlaganimi rešitvami ne strinjajo. V Sloveniji imamo zgodovinske pokrajine in ne vem, zakaj ta zgodovinski element ni bil upoštevan. Imamo Primorsko, ki ni nikjer omenjena. Imamo Štajersko, ki je zdaj diminuirana na, rečemo, malo širše mariborsko območje. Nekatere so dobile svoje ime, več ali manj v ožjih oblikah in mislim, da je prav, da se o tem ljudje izrečejo. Poslanec LDS Milan Petek pravi, da se s predlogom strinja, čeprav o referendumskem vprašanju v poslanski skupini še niso govorili. Sam osebno menim, da zakonodaja ni dobra in da tudi število 14 pokrajin ni ustrezno za slovenski prostor. In sem pričakoval, da bi v teh dogajanjih do seje se razčistile še določene zadeve in po mojem je ključ seveda tudi v SD-ju, ki bi moral presoditi, ali je takšna zakonodaja za podpreti. Sam osebno bom bral naprej. Mednarodno konferenco o vlogi nacionalnih parlamentov v procesih odločanja EU je državni zbor prepustil v organizacijo inštitutu Jožefa Pučnika. V LDS predsedniku državnega zbora Francetu Cukjatiju očitajo, da bo s sodelovanjem na konferenci zlorabil svojo funkcijo za potrebo promocije SDS. Jožef Školč je takole pojasnil, kaj je s tem narobe. Kar kliče po enem protestu, pa je to, da je
da pravzaprav ljudje, ki prihajajo na to konferenco, vsaj nekateri mislijo, da je v organizaciji parlamenta, ne pa, bom rekel, inštituta, ki je, bom rekel, tako rekoč, inštitut pod okriljem vladajoče partije. Iz NK Maribor odhajata dva pomembna igralca. Makedonec Dragan Čadikovski je podpisal pogodbo z beograjskim Partizanom, Bolgar Dimitar Makrijev pa gre v Izrael k Ashodu. Njegov transfer je vreden kar $2 milijona. Športni direktor kluba Zlatko Zahovič je ob tem zbrane podučil, kaj je to transfer. To bi jaz rad nekaj samo objasnil, kaj to pomeni transfer. Ker pa nas ljudje se mi zdi, da maček to ne vejo, kaj pomeni. V to ceno so vpleteni vsi vključeni v ta transfer, se pravi. Igralcova pogodba, to je 4,5-letna pogodba, provizije menadžerske in pa seveda naš del NK Maribor. Še novica iz Črne kronike. Danes okoli 9. ure zjutraj je v lokalu Onan v Šiški neznanec prižgal cigareto in pobegnil. Za njim se je izgubila vsaka sled. Osumljenec je visok 180 cm in težak 36 kg. Policija bo vesela vsake informacije, tudi te, katero vlažilno kremo uporabljate. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. O starcu in morju, komentar dneva, Ernest Hemingway. Hvala. Igor Lukšič je v Kopru predstavljal svojo knjigo Politična kultura, Machiavelijeve teorije iz knjige Vladar. Takole se je na promociji knjige spominjal svojih mladih let. Jaz sem dal te zadeve skozi že v bivšem totalitarnem režimu. In v občini, kjer so me hajkali, in v državi, ko smo izdali v Tribuni osmrtnico Jugoslavije. To so bili tako imenovani težki časi, ne? In ker smo bili člani Zveze komunistov, smo jih dvakrat fasali. Najprej so nam glavo prali v Zvezi komunistov na veliko, potem na sodišču, ne? Medtem ko oni, ki niso bili člani, oni so odnesli dosti bolj skozi. Niso niti na sodišču, niti tam, ker mi smo bili unija, veste, vi ste resni in odgovorni, morate tudi v skladu s tem delovati. Oni pač, ki niso bili smatrani kot odgovorni, niso šmerili. Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota je posnel predstavitev svojega programa za 28. leto, v okviru katerega je Janez Žlebič napovedal tudi veliki multimedijski projekt. Wow. No, letos smo se pa lotili še večje teme, še večje stvari, ko smo probali še več medijev, še več stvari povezati, no, tako eno takšno delavnico in na koncu je cel produkt toga, da je povezava arhitekture, 3D modeliranja, 3D animiranja, zvoka, videa, nasplošno vsega celih teh nekih modernejših medijev skupaj. Še vreme? Pri tistih, ki imajo še vedno izobešene božične lučke, kičasto. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej na naši strani.